Tudi tokrat vam v oddaji Bravo nogomet ponujamo dvojne vrhunce tekem ekipe Ašk Bravo. V preteklem tednu so v drugi slovenski nogometni ligi najprej igrali na Primorskem proti nogometnemu klubu Dekani, konec tedna pa se na derbiju lige merili proti nogometnemu klubu Drava. V nas studio smo povabili športnega psihologa Roberta Misjo, ki ima v nogometu veliko izkušenj z različnimi funkcijami. V nogometnem klubu Bravo je prisoten že 2 leti. Njegovo glavno področje dela pa je psihološka pomoč igralcem in trenerski ekipi. V rubriki Najlepša akcija smo tokrat izbrali obrambo Domna Grila, ki se je izkazal z branjenjem 11 metrovke na tekmi proti nogometnemu klubu Drava. Vaš gostitelj bo Srečko Ferleš. Prisrečen dober dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, in znova lepo pozdravljeni v oddaji Bravo nogomet. Tokrat imamo v našem studiu prav posebnega gosta, in sicer danes je z nami Robert Misja, športni psiholog. Robert, pozdravljen. Dobar dan. Robert, najprej me zanima, kako si ti pravzaprav zajadral v nogomet kot psiholog, kajti vemo, da takšnega profila poklicev v nogometu v Sloveniji ravno ne poznamo veliko. V bistvu sem v nogometu opravljal ogromno funkcij. V nogometu sem od rane mladosti. S 7 leti sem začel trenirati nogomet. Treniral sem ga in igral tam do 20. leta in potem začel z trenerstvom. V bistvu sem bil skoraj 20 let trener, dobrih 15 let, na kar sem opravljal še druge funkcije, vodstvene, kot bil sem vodja nogometne šole, športni direktor kluba. V zadnjih letih pa poskušam v nogometu, tudi v slovenskem nogometu, vedno bolj uveljavljati moj osnovni poklic, namreč sem po poklicu psiholog in v bistvu se ves čas ukvarjam in specializiram tudi za področje športne psihologije. Ampak psihologije je več vrst oziroma več vej, pa me zanima, kako je športno psihologijo oziroma psihologijo v športu. So kakšne razlike med individualnimi in moštvenimi športi? Absolutno. Tako kot to velja za področje recimo taktike, kjer je pri moštvenem športu moštvena taktika, ki je v individualnih jasno ni, tako tudi v ekipnih športih se pojavljajo področja psihologije, ki se v individualnih ne pojavljajo. Predvsem gre tukaj za elemente socialne psihologije, socialne dinamike socialnih sistemov, za katere pa lahko praktično vsak dan iz prakse vidimo, kako pomembni so še posebej v profesionalnem nogometu. Katere pa so tiste najpomembnejše značilnosti oziroma sposobnosti dobrega psihologa v športu? Najverjetneje potrebuješ določena dodatna znanja, ne tista iz psihologije, ampak širša znanja. Kaj se ti zdi, da je najpomembneje v tem poklicu, da ga opravljaš seveda kvalitetno in dobro? Povedati je treba, da v Sloveniji že kar nekaj let, rekel bi slabo desetletje, obstaja tudi dodatno izobraževanje za področje športnega psihologa kot nadgradnja osnovnega poklica, in v tem izobraževanju ena od področji je vsekakor pridobiti veliko znanja tudi iz samega športa, od organizacije športa do tudi poznavanje metodike funkcioniranja oziroma razvoja igralcev v takšnih in drugačnih športih. Prav gotovo je pa zelo pomembno, poleg drugih zadev, imeti tudi lastne izkušnje iz športa. Osebno moje mnenje je, da je veliko vredno, če imaš izkušnje iz športa, v katerem deluješ. Tako da jaz pretežno, v zadnjem obdobju v bistvu se izključno ukvarjam samo z psihologijo v nogometu. Sedaj pa sledijo vrhunci, in sicer natrpan urnik ekipe Ašk Bravo je sedaj za nami. Videli pa bomo kar dvojne vrhunce tekem druge slovenske nogometne lige, in sicer najprej obračun proti ekipi Jadran Dekani, nato pa še dvoboj proti nogometnemu klubu Drava.
je v prvi postavi Nedžada Opčidiča, samo vratar Zoko Cvetković, kapetan Luka Stepančić, Patrik Matešević, Jakub Vitozica in pa Žan Nikolić. Danes trener občinsko Peša najboljši nogometašev, Kmetovice poškodoval zadnji tekmec Žan Nikolić, sedmi najboljši strelec, na drugi strani Mustafa Vukić, začelo srečanje številka 3 na medsebojnem obračunu. Še povemo, da vse skupaj se lahko še enkrat našteje, da se mogoče nogometaše, ki se srečajo in zabudejo za domačo ekipo, oziroma stojočo ekipo in ena pod nič. Še takoj na začetku srečanja so prišli nogometaši Brava do prednosti. Matevž Turkuš pa je dosegel zadetek po odlični podaji z leve strani. Je tako vknjižil svoj četrti zadetek, izjemno dobro so začeli varovanci Dejana Ivanovića. Svoj prvi zadetek na svoj četrti tekmi in Bravo tudi odlična podaja,
Evo, fanta, izvolite, tule odložta, jaz pa urodje. Še en gramček bi prosil. Petra, kam si mi dala šofen cigari? A imate kakšnega dobrega monterja? Ja, Sej, navodila so pa zraven, ne? a za prilogo ali za predit? S prenovljeno ponudbo prodajnih storitev zagotavljamo najboljši nakup. Big Bang. Boljša storitev, boljši nakup. Odkar imamo vse energetske rešitve pod eno streho, je vse drugače. Vsi smo brez skrbi, saj je v naš dom prišla dodatna toplina. Oči pravi, da je naša hiša dobila novo srce. Jaz pa vem, da je to v bistvu naša nova toplotna črpalka. Vse rešitve pod eno streho. Petrol. Energija za življenje. Če me želite spoznati, morate potovati z mano. Ja, vem, vsi ti kompromisi. Kaj vzeti s sabo, kako priti do letališča, prtljaga, udobje, pa prostor za noge. Te skrbi jaz spuščam doma. Zakaj ne bi vedno izbrali najudobnejše poti, brez kompromisov? Nomago.
Robert, v sodobnem treniranju oziroma v sodobnem športu je vedno več znanosti, ki so zraven seveda pri vrhunskem rezultatu oziroma pri vrhunskih ekipah. Pa me zanima iz tega tvojega področja, ali so sedaj na igralce večji pritiski, kot so bili pred 20-30 leti, kajti vemo, da takrat se niso ekipe v takšni meri posluževale psihologov in podobnih mejnih znanosti. Kakšen je tvoj pogled na to? Po vsej verjetnosti je psihološka stroka tudi v nogometu vedno bolj prisotna iz razloga, ker se nogomet v zadnjih desetletjih v bistvu strahovito razvil in vsi iščejo najmanjše podrobnosti, ki odločajo o zmagi ali o porazu. Tako tudi seveda v Sloveniji športna psihologija se vedno bolj uveljavlja. Težko bi rekel, da gre zdaj za neke velike razlike v pritiskih, predvsem gre za to, da se išče vse rezerve, ki jih nogomet nudi za čim večjo uspešnost. Zato seveda v tujini, v nogometu je psihološka stroka že dolgo prisotna. V Sloveniji pa lahko rečem v zadnjem obdobju, v zadnjem desetletju, kar nekaj klubov in posameznikov je temu področju vedno bolj naklonjeno in tudi tukaj išče svojo pot naprej v razvoju. Pa se je v Sloveniji razvilo oziroma se kažejo kakšni rezultati v tej smeri, da je to pomemben dejavnik pri, ne glede na to, ekipi, v kateri ligi nastopa? No, dileme o tem, ali je psihološka priprava oziroma ali je psihologija pomembna za rezultat, jasno ni. Vsi se še kako dobro zavedajo, da je psihološka priprava, psihološki element eden od faktorjev, ki še kako prispeva k uspehu in rezultatu. Zato seveda potrebno je vedeti, da na psihološko pripravo ekipe vendarle jasno ne vpliva samo psiholog. Psihološko pripravo izvaja praktično vsi sodelujoči v timu, celoten klub, vodstvo kluba vpliva na psihološko pripravo, jasno posebej še trenerski tim. In zato lahko rečem, da v zadnjem obdobju
je pravzaprav kar nekaj trenerjev, ki jasno tudi na tem področju za samo izobraževanjem in izobraževanjem in delom na tem področju poskušajo narediti še korak več. Čeprav seveda, da se razumemo, vsi trenerji še kako poskušajo psihološko kvalitetno pripraviti ekipo. Robert, sedaj pa se posvetiva še nekoliko nogometnemu klubu Bravo, pa me zanima, kakšne so tvoje zadolžitve in kakšne so tvoje naloge v našem klubu. Ja, zdaj lahko rečem, da z nogometnim klubom Bravo sodelujem praktično skoraj že 2 leti, tako da, bom rekel, je to že kar neka doba. Sicer področje mojega dela je nedvomno eno od področji športna psihologija. Na tem področju skušam delati z nekaterimi igralci in pa tudi z trenerskim timom. Lahko rečem, da smatram, da ima Bravo izjemno mlad in izjemno ambiciozen in perspektiven trenerski tim. Vesel sem, da je Bravo eden od klubov, ki izrazito poskuša delati tudi na internem, notranjem izobraževanju svojih kadrov in verjamem, da v prihodnje se bodo te stvari še bolje odražale. Prav tako pa seveda v klubu poskušam pravzaprav svoje izkušnje, ki jih vendarle ni malo, ki sem jih nabral v dosedanjem nogometnem delu, deliti s klubom. Še posebej pa poskušam pospeševati področje, ki se mu reče individualni razvoj igralcev. Namreč prepričan sem, v to sem resnično prepričan, da je to področje, kjer ima slovenski nogomet kar nekaj rezerv in Bravo je nesporno klub, ki na tem področju intenzivno dela. Zdaj pa, če se premakneva v oči splošnega gledalca in me zanima, kako pravzaprav zgleda oziroma kakšni so tisti učinki na igralcu oziroma na trenerju, ko je nekako na treningu s tabo oziroma ko ima neko psihološko, ne pomoč, ampak psihološki trening je verjetno boljši izraz. Ja, psihološki trening bi rekel, da je boljši izraz. Kje se vidi, kakšen bi bil učinek? Učinek je preprosto v tem, da je igralec ali pa ekipa, da so v pravem psihološkem nastopnem stanju. Če povem malo širše, to pomeni, da je, če rekel za strokovnimi izrazi, da je motivacija ekipe na visokem nivoju, da je aktivacija ekipe prava, da je koncentracija ekipe prava, skratka, da je fokus usmerjen v sam performance, da ekipa iz sebe lahko izvleče maksimum, da tiste potenciale, ki jih ima na tehničnem, taktičnem, motoričnem področju, da jih tudi realizira v igri. Pogosto se dogaja pravzaprav, da ljudje, ki ne spremljajo športa prav podrobno in pogosto dobre ali slabe psihološke priprave niti ne bodo opazili, rezultat bo pa slab. No, videli smo izjave in pa vrhunce, sedaj pa si pogledamo še najlepšo potezo naše ekipe v zadnjih 2 krogih druge slovenske nogometne lige. Pri psihologiji oziroma pri mentalni pripravi športnika verjetno pomeni, da se na ta način lahko izobražujejo tudi mlajši, ali je to v domeni samo članskih nogometašev, če se osredotočimo samo na nogomet. Obstajajo kakšne razlike med pogovori, med treningi z mlajšimi igralci ali s članskimi nogometaši, kjer je verjetno pritisk rezultata oziroma celoten pritisk na igralca nekoliko večji kot pa pri nižjih selekcijah oziroma mlajših igralcih? Ja, prav gotovo. Pri mlajših igralcih gre vendarle bolj za splošne izobraževalne vsebine, osebnega razvoja.
medtem ko specialna psihološka priprava pride v poštev vendarle bolj pri igralcih, ki že vstopajo ali so v članskem nogometu in kjer je njihov performance pravzaprav izjemnega pomena za njihovo kariero. Izkušnje, ki jih imam v nogometu, mi kažejo, da je ena bistvenih sposobnosti, ki jih igralci morajo imeti za uspešno kariero, sposobnost ponavljanja kvalitetnega nastopa, kvalitetnega performansa. Danes lahko vidimo, da najboljši igralci v tujini, pa tudi najboljši slovenski igralci, ki imajo najboljše kariere, so po večini sposobni kvalitetnega ponavljanja svojega performansa in psihološki trening lahko pri tem pomembno pomaga. Kot sva že ugotovila, oziroma kot si sam že dejal, bdiš tudi nad individualnim razvojem igralcev v klubu Bravo, pa me zanima, kako poteka to delo. No, skupaj s trenerskim timom seveda tukaj skušam pač svoje znanja in svoje izkušnje deliti. Kako poteka? Skratka, mi poskušamo za igralce pripravljati individualne programe razvoja, programe, se pravi vsebine, ki jih še posebej morajo individualno dodatno trenirati, tako da pravzaprav na nek način poskušamo koncept dela, ki ga imajo vratarji, ki edini v Sloveniji ogromno individualno trenirajo, poskušamo vnašati tudi v delo z igralci. Robert, za konec pa me še zanima morda takšno zapleteno vprašanje, ne vem, to boš seveda ti odgovoril. Namreč druga slovenska nogometna liga je v letošnji sezoni zelo izenačena. Veliko ekip se bori za sam vrh oziroma je vrh zelo zgoščen. Pa me zanima, ali je lahko za končnega zmagovalca psihološka priprava, jeziček na tehtnici, ki bo odločil o letošnjem prvaku v drugi slovenski nogometni ligi. Ja, med pogovorom sva se delno tega že dotaknila, namreč bolj profesionalen kot je nogomet, višji kot je nivo nogometa, bolj je psihološka priprava pomembna, ker so igralci vedno bolj podobni v nekih drugih nogometno-motoričnih sposobnostih. Enako velja v ligi, ki je zelo izenačena, bolj ko je liga izenačena, pa katerakoli že, bolj pomembna je psihološka priprava. Ne bi seveda rekel, nikoli ne rečem, da je psihologija jeziček na tehtnici, je pa lahko zelo pomemben element in prav gotovo nekatere tekme, tisti, ki ligo spremljamo podrobno, lahko vidimo, katere ekipe psihološko bolj nihajo, katere manj nihajo in seveda je to pomemben element za rezultat. Kako bomo mi pri tem uspešni, koliko bomo mi dobri, bo pa pokazal čas. Robert, upajmo, da se bomo maja leta 2019 vsi veselili tega rezultata, ki ga bomo dosegli v nogometnem klubu Bravo. Za danes pa hvala za tvoje odgovore in pa predvsem hvala za tvoj čas. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa tudi hvala za vašo pozornost in ne pozabite, da se na male ekrane oddaja Bravo nogomet vrača prihodnji teden. Nasvidenje!